Sam jaz sem sodnik v Masterchefu, nisem tekmovalec. Danes sem jaz sodnik, jaz sem tukaj ta glaven danes, tako da... Okay. Če bi mi to povedal, ne vem, če bi prišel na intervju. VIP voditelj na Radiu Robin. Ej, zdaj neko škatlo imam tle pred sabo. Pod tem se pa skrivajo ene sestavine, ne? In ti mi boš mogel v pol ure narediti namaz. Namaz? Iz teh sestavin. Zdaj pa kar predlagam, da pogledaš, kaj imamo tukaj spodaj, kar izvoli. Shit, koliko stvari je. Kaj? Kaj imamo? Dajva povedati. Mešanico semen, sol, poper, potem je kremni namaz, paradižnik, tuna, indijski oreščki. To se bo moj hladilnik v studiu pospravljal. Ja. Kisla smetana, paprika, korenje, nož, deska. Madonna, ne? Čakaj, kaj je zdaj cilj? Cilj je, da mi pripraviš v pol ure namaz. Namaz. In ga bova tudi namazala, tukaj imam prepečence. Sredino popoldne na Robinu, VIP voditelj Luka Jezeršek. Kje si videl VIP voditelj, če sem tle zdaj VIP kuhar? Osebni. Ja. Ravno kar režem mini paradižnike, odprl sem že kremni namaz, tako da se usmerjam. Verjetno bo nekaj morskega, glede to, da je konzerva tune zraven. Si pa tudi sommelier, ne? Ja, torej tudi. tisti, ki okuša oziroma degustira vina. To je ful dobra funkcija. Res? Katero vino ti je boljše, rdeče ali belo? Zelo odvisno od situacije. Zdaj recimo smo bili na morju, pa je bilo tako kar hladno, tako smo bolj rdečega pili. Polet recimo, ki je pa zelo vroče, smo pa kar na belem. Sicer pa imam jaz tukaj zdaj 2 čaši vina, črnega. Ena ima številko 1, druga ima številko 2. Prosim, da to oddajo preimenuješ iz VIP voditelej. Ja. Jaz sem prišel delati. V garača, ne? No, in tvoja naloga je, da poveš, katero vino je to. Torej, teran ali refošk. Zdaj pa me zanima. Aha, zdaj sva že? Ja, zdaj sva že. Zdaj ti enko vohaš, zdaj voha dvojko. Ali bo ugotovil, katera je refošk in katera je teran? Dvojka je teran, enka je refošk. Si prepričan? Ja. Torej, teran je dvojka, refošk je enka. Tako. Sva rekla. Pravilno! Yes! To! Pa ne moreš verjeti. Zdaj sem mislil, da sem kaj namočil. Ne, nisem te. Luka Jezeršek, ki že ropota z krožniki. Kje sva, Luka? Povej mi. Dajmo. Do konca izziva je še enih 10 minut. Jaz sem slišal, da si tudi ljubitelj skupine Fehterji. Kje si to najdu? A imaš kakšne slike proti meni? Ja, a je to res? A so Fehterji zdaj tudi na playlisti? So, če ne veš, jaz nastopam v enem od videospotov. In polka grem jaz na nastop, jaz imam občutek, da so oni tako, da smo moji, ali pa da smo skupaj. In zdaj v Planici sem, malo bolj bil aktiven. Malo bolj, evo, Matic Plevel, kakšen je feeling, ko imaš za fena enega večjih kuharskih šefov pri nas, povej mi. Ja, in živijo, sem v studiu, Luka, tudi teb seveda je lep pozdrav od nas Fehterjev. Jaz bom takole rekel, ne bom njih uporabil besedo fan, bom pa rekel, da smo zelo veseli, da smo dobri prijatelji. Bravo, res je, Katero pa hvala, skupaj Matic. zapojete, Matic, povej mi hiter. Ja, to je pa čisto odvisno. Zdaj na zadnje je pel Daj mi poljub na mikrofonu v Kranjski Gori. Pa ti vse veš, ej. Matic, jutri ga na kavo, da mi še kaj več poveš. Rekel je, kak imaš navdih, ne? Kak imaš navdih ta hip? Za štorklje, za Daj mi poljub ali šaci mogoče? Daj mi poljub. Daj mi poljub. No, pa dajmo slišati, kako Luka Jezeršek zapoje Daj mi poljub. Greva skupaj. Ja. Daj mi poljub, pa ti vrnem ga nazaj. Dost. Greva. Daj mi poljub, pa ti vrnem ga in roko mi podaj. Da je v glasu grozen. Koliko imamo uro? Ja, še 3 minute ti dam. Dobro. Tako, odlično. Ja. Super mi gre. Super ti gre, fantastično. Ja. Evo, Luka, seveda ne morava mimo Bineta in Karima, ne? Z njima sodeluje že kar nekaj let. Povej mi, kateri od vas 3 najbolj švica v kuhinji? Po mojem, da jaz. Da ti? Jaz v studiu Masterchefa res ne vem, vroče mi je. Jaz sem tudi poklical njiju 2. Tako da, Bine, kdo najbolj švica, povej mi. To je pa Luka. Luka, ne? Ja. Karim, kaj pa ti praviš? Kaj pa vem, po moje, da Luka. Jaz mislim, da Luka. Ne, mi doskrat vroče, zna biti vroče. Po moje, da Luka, ja.
Luka Res je. tisti. Evo. Zdaj pa, v katerem športu bi Luka dobil olimpijsko kolajno, če bi se odločil za športnika? To sem vprašal Bineta. Po mojem, v jadranju. O jadranju. Karim, kaj pa ti praviš? Pismo, ne vem, če so tak šport že izumili, da bi on dobil olimpijsko kolajno. Je pa sigurno olimpijsko kolajno bi dobil za dobrovoljnost, ker je velik dobrovoljček in pa velik hedonist. Hvala lepa. Še niso olimpijske discipline. Hvala, Ni gospod še Merjadi. discipline, ja. Zdaj pa, veš kaj, v nadaljevanju me pa zanima, kako dobro ti njiju poznaš, ne? Karima in Bineta. Torej, povej mi, koliko, kakšen je Karimov hobi? Evo, to me zanima. Karimov hobi je hoja na Šmarjetno goro. Hoja, dobro, Karim? Zdaj zadnje čase je moj hobi jogging. Hodam teč, v bistvu pač tak včasen tek jogging, to je zdaj v bistvu moj hobi. No. Včasih so bile gore, pa ni bilo več toliko časa, zdaj pa to. Ja. Aha, torej pol točke, ker je rekel tek, ti si rekel hoja. To se zdaj neki izmislil letos. Letos ne. med Masterchefom mi kao, da on teče. Ja. A ti zgleda on, da teče, oprosti. Koliko tatujev ima Bine? Po mojem preveč. Preveč. Štev jih pa nisem, pa sem ga velikokrat videl že tako Aha, v golem telesu z spodnicami, ok. ker se pač oblačimo in to delamo v istem prostoru. Štev jih pa res nisem. Ne vem, po mojem jih je 10. 10, Bine? O, čak mal. Se še on ne ve. Eno celo roko štejem, pa drugo celo roko. 1, 2, 3, 4 zaenkrat. 4? Ja, samo na vsaki roki jih je več. No, Ja, zdaj ne vem, kam ima tudi kaj po hrbtu, to ti veš. Tle ima neki na... A, kamor žena vidi. Tako. Aha, ok. Pa zakaj je tudi Luka tu videl? Lih malo nad spodnicami. No, ok, dobro. Povej mi, katere jezike še obvlada Karim poleg slovenščine? Francoščino, zelo dobro, ker je pač živel v Alžiru in tam govorijo uradno. En od uradnih jezikov je francoščina, potem je angleško. Okay. Vem, da govori malo špansko, ker je tam nekaj časa delal. In pa, po mojem, kakšnega XU bi Pa tudi dajmo provat, kaj pravi. Angleščino, francoščino razumem, oziroma tudi, če se potrudim, španščino, razumem delno italijanščino, jo pa ne govorim. Italijanščine pa ne. Ja, super, evo, to si zelo dobro vedel. Zdaj pa mi povej, kateri inštrument igra oziroma obvlada Bine? ustno harmoniko oziroma orgelce. Orgelce, še kaj? Bobne, Okay. pa kitaro vsaki to prime. Aha. Zdaj, da bi rekel, obvladam res ne, ja. nobenega, ampak igram pa kitaro, igram orgelce, tukaj mi gre kar dobro, pa vsake toliko časa kahon primem v roke, Boben. kadar je par špricerjev, drugače pa tako igram se pa še malo s klavirjem. To je pa Tudi zdaj, klavir. ženi je kupil za rojstni dan. En tak električen klavir, piano, ne vem kaj. In zdaj vidim, da tudi on igra. To super. Odlično. Jaz mislim, da ste vi kot enojajčni trojčki. Smo, Zelo dobro se poznate. Evo. Tvoj čas se tudi odšteva. Tako da, evo, še 5 sekund. Jaz upam, da imaš 5, 4, 3, 2, 1 in končano. Z nami še vedno, prav izdihnuje še zadnje atome moči. Prav čakam, da bo konc, zato ker nisem še imel intervjuja, ker bi bil nekdo tako pripravljen. Moram te A pohvaliti. res? O, hvala lepa. Ja, tako vsebinsko, poglobljeno, nekih akcij, vse. Ko bi videl, kakšen je tle noter, pa pejte pogled na kamero. Predvsem koliko stopinj imamo, ne? Ne. Pa še te vonjave, zelo prijetne, moram povedati. Super, Dobil seveda. si torej nalogo, da moraš v pol ure narediti namaz. Za las si ujel minutažo. Jaz ti priporočam, da vzameš tegale na sredini. Ok, super, zmenjeno. Torej, to pa zgleda tako, da je namaz na sredini in na vsako stran češnjevc. Tako, Na tako. posteljici krotona. In jaz bom zdaj tole preizkusil. Dame in gospodje, sodnik, A se kaj treseš? povohat moraš. A ja, povohat moram. Diši zelo po svežem, po takem osvežujočem. Poletna zadeva. to je. Bravo. Poletje je pred vrati, ugrizno je. To tekmovalci pravijo, da je to najbolj grozen moment. On je, iz obraza mu berem, kaj mi lahko pove, nič mi ne pove. Še kar premljeva. Jaz bi dodal malo več popra, mogoče mi paradižnik preveč pokisli, pa mogoče bi paradižnik nadomestil z lunino lupino. Mislim, hecam se, Luka, no!
sem se. Teči na balkon. Mi imamo tukaj le lojtro. Zmagal si, evo. Hvala za obisk v našem studiu, uživaj še naprej in srečno. Hvala za tole. Za tale namaz. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.